Nocoj gostimo en res zanimiv projekt, ki ga predstavljamo v sodelovanju z National Geographic Slovenija, za kar bi se rad zahvalil za tole sodelovanje, predvsem odgovorni urednici dr. Marije Javornik, tamle
odzadaj, in seveda tudi Arnetu, s katerim že dolgo leta sodelujemo tudi pri drugih projektih. Gre za razstavo, zanimivo razstavo Marka Masterla, to je del mednarodnega projekta Meet Your Neighbors, ki opozarja na to, kako je še zmeraj bogata narava, ki nas obdaja, kako še zmeraj je ohranjen ta naš ekosistem in kako krhko je to ravnovesje in kako potrebno je to našo naravo zaščititi. Vemo, kako narašča prebivalstvo sveta in kako krhek je ekosistem, ki podlega temu razvoju, katerega smo priča v zadnjih 100-200 letih človekove zgodovine. V tem projektu predvsem opozarjamo na te drobne, male lepote narave, ki jih pogosto prezremo. To so lahko, tako kot tukaj vidimo, drobne cvetlice, metulj na cvetu. In kot seveda tudi drugi deli ekosistema, kot so, recimo, vemo, da Slovenija ima sorazmerno bogato ohranjeno naravo, skoraj 60% slovenske površine pokrivajo gozdovi, v katerih še zmeraj, hvala Bogu, gostimo vse velike zveri, ki so nekoč kresile evropske gozdove, od medveda, volkove, rise. In to je res dragocenost, ki jo je treba ohraniti tudi za naše zanamce. Sedaj bi pa seveda povabil po glasbenem intermecu, ponovnem, bi povabil Arneta, da bo povedal več o sami tehniki fotografije Marka Masterla in o samem avtorju, ki ga nocoj gostimo. Sedaj pa spet predajamo besedo glasbi.
še predstavim naše glasbenega gosta, preden predamo besedo Arnetu, Jaka Birsa na saksofonu in Aleksandar Kuzmič na akustični kitari. Življenje in lepo večer, sem skupaj, hvala za obisk. Predvsem seveda hvala Maretu Lakoviču in pa mestni knjižnici Ljubljana, da tale nekako bomo rekel kar skupni projekt. Namreč ta razstava je nekako ideja in pa tudi skupno delo med National Geographicom in pa avtorjem razstave Markom Masterlom. Jaz bi mogoče za uvod povedal res 2-3 kratke besede o fotografiji v National Geographic. Jaz mislim, da tukaj ni treba, National Geographic kot revijo, jaz mislim, da nikomu ni treba posebej predstavljati. In lahko rečem, saj jaz upam, da se boste strinjali z mano, zmeraj rečemo, to je ena od najboljših, jaz bi kar rekel za mene, je to najboljša fotografska revija. Veliko fotografskih revij je bilo na svetu in so tudi odšle, na primer, slavna revija Life, ki je ugasnila leta 2007 že. Skratka, kar nekaj poskusov ali pa daljših poskusov je bilo fotografskimi revijami. National Geographic, lansko leto smo praznovali 125-letnico, je dejansko na tržišču že 125 let in zagotovo ta tradicija sama tudi zagotavlja kvaliteto. Mogoče marsikdo ne ve, kako pravzaprav National Geographic deluje. Namreč to je bilo od samega začetka ustanovljeno društvo, to ni bila nikoli profitna organizacija, taka ali drugačna, nimajo lastnikov. Namreč in prav zaradi tega, ker je društvo, so začeli z enim zelo enostavnim principom, namreč da društvo ne plačuje davkov. Zanimivo. In dejansko National Geographic ne plačuje davkov. Zdaj, seveda, rečeš, ok, ne plačuje davkov, super. Zakaj je to tako fajn za samo revijo? Namreč, ves denar, profit, ki se steka, ne samo z revijo, pač pa tudi z vsemi ostalimi proizvodi, produkti, televizijo in tako naprej, se mora razdeliti nazaj v samo produkcijo. In mislim, da tukaj leži ključ uspeha in pa ključ tega, da National Geographic revija taka je, kot danes jo tudi vidimo. In mislim, da tukaj je velika tudi prihodnost, saj mislim, da ne bi smelo se nekaj zalomiti. Upajmo, Marija bo povedala, če se bo kaj zalomilo. Ne, upajmo, da se ne bo. Namreč, ves denar gre nazaj v produkcijo. Zaprav, mi ne samo v produkcijo zgodb, tudi v produkcijo samih odprav, ekspedicij. Mogoče malo ljudi ve, da je National Geographic tudi financiral kar nekaj velikih ekspedicij, recimo Hiram Bingham, Machu Picchu, odkritje Titanika in še marsikaj bi se najdel. To so bilo dejansko financirano iz denarja National Geographica. Obenem se seveda tudi zraven se to fotografira. Ves denar gre nazaj produkcijo. Nekatere od zgodb, govorimo lahko o 100.000, tudi več dolarjev za produkcijo ene same zgodbe. In seveda zato si National Geographic lahko privošči take avtorje, kot jih danes ima. Marsikdaj tako slišam od ljudi, ki mogoče ne spremljajo tako natančno samo revijo, ja, to je nekako stil National Geographica. National Geographic nima stila. Tisti, ki ga malo pozorno sledite, vidite, da je pravzaprav to revija, ki je, kot angleško, trendsetter, ki postavlja standarde. In danes, če odpremo, ne vem, zadnjo številko, recimo, Jonas Bendiksen, to je en izjemno dober fotograf, mlad avtor, skratka, delajo z mladimi, perspektivnimi avtorji, tukaj ni nekih okostenelih, zabetoniranih principov in mislim, da je tudi to, ne samo tisto, kar sem prej omenil, da je tudi to ključ do tega, da bo ta revija še dolga leta živela in zapravo bila vodilna v svetu fotografije. Da pa predstavimo samega avtorja današnje razstave, Marko Masterl. Boš pa šel kaj sam? Zdaj ljudje, da se ne treba obračati.
pa še dve besede o njemu. Namreč mi, kot revija slovenska inačica ameriškega, ne še geografika, vedno iščemo nove avtorje, sveže avtorje, tako v fotografiji kot v tekstu. Imamo tukaj zadnji prisotnega ne samo Marijo Javnik, ampak tudi enega tekstopisca, ki je pravzaprav naš stalni tekstopisec, Vanja Žiberna, če bo kdo hotel tukaj poklepetati z njim. No, tukaj imamo pa, kot sem že rekel, Marka Masterla. Začeli smo sodelovanje kar nekaj let nazaj, ki se verjetno bolj spomnim koliko let nazaj. Od samega začetka, tako od samega začetka, ja. Od nulte številke celo, če se ne motim, ne? Boš pa ti gledal, dobro. No, v glavnem objavil je pri nas v slovenski reviji že 3 zgodbe. Tale je 4., ki bo objavljena, to bo vedela Marija, vedno jaz nikom ne ve, kdaj bo. Aprila. Skratka, v aprilski številki boste videli zgodbo, ki bo mogoče malo bolj razširjena. Gre pa namreč za zgodbo o našem slovenskem znanstveniku, ki mogoče, ne bom rekel, da je prezrt, ampak ni tako zelo znan, namreč gre za Skopolija, po katerem imenujemo kar nekaj rastlinskih in pa živalskih vrst. To bo več povedal tudi Marko. Tudi več bo povedal sami tehniki. Jaz bi mogoče sam še to dodal, da ne bom tukaj dolgovezil. Kot sem že na začetku povedal, ne samo z njim, tudi z veliko drugimi avtorji redno sodelujemo, ampak obenem vedno iščemo nove. To ni zabetonirana revija, tako kot ameriška izdaja, če jo odprete, če pogledate avtorje fotografij, praktično v vsaki izdaji, vsak mesec vidimo nove avtorje, za katere prej mogoče sploh še nismo slišali. In mi se tudi v Sloveniji trudimo vedno uporabljati, objavljati sveže talente. Zdaj, seveda, mogoče bi še to povedal, tudi slovenska revija National Geographic, lahko rečem, mislim, da je bo to kar držalo, da imamo največje honorarje v Sloveniji. Nisem hotel reči zato, da imamo kaj veliko denarja, ampak obenem pa tudi rekel, da te honorarji, čeprav so najvišji v Sloveniji, so zagotovo nikoli niso dovolj za proizvodnjo ali pa produkcijo ene zgodbe, malo daljše zgodbe. Avtorji, kot je Marko, pa še marsikdo drug, na teh zgodbah, ki jih potem mi objavimo, delajo lahko mesece, včasih celo leta, tudi to bo Marko več povedal, in zagotovo tukaj ni kakšnih ekonomskih upravičenosti, ampak zagotovo ljubezen do fotografije in pa jasno malo tudi želja objaviti v taki prestižni reviji, kot je način dela. No, mogoče tudi več povedati, kako mi delamo, mislim, mogoče res ena redkih revij, ki se zelo ukvarja z avtorjem. Zaključujem besedo tebi, da ne bom predolg. Še gledam vse, ne? Pa še gledaš,
bom, jaz sem da nastavim. Vse skupaj, prav lepo zdrav. Zahvaljujem se vam za pozornost. Lansko leto je National Geographic Slovenija dalo pobudo za to razstavo, naredili zgolj fotografij in tudi v celoti organiziral vse potrebno. Tako da lahko rečemo, da je razstava financirana strani National Geographica. Za sodelovanje in podporo v projektu se zato najlepše zahvaliti, za javoti, Arne Kotovič in tudi direktor Greg Ingretu, ki vsakeč posebej se trudi za oblikovanje. Da je to sodelovanje res dobro, kaže tudi zanimanje strani projekta Meet the Neighbors, to je mednarodna organizacija, mednarodna iniciativa. In lansko leto v oktobru je bila predstavljena, je bil projekt predstavljen na festivalu naravoslovne fotografije Wild Photos v Londonu. To je največjih festivalov naravoslovne fotografije in v tej predstavitvi je bilo prav posebej izpostavljeno to sodelovanje v Sloveniji, to sodelovanje z National Geographic v Sloveniji. Fotografije za razstavo so izbrane tematsko, tudi je sodeloval kot botanični vrt Ljubljana, ker je bila ta prvotna postavitev razstave posvečena dnevu črnilnih rastlin. Ta dan, oziroma v izvedbi Appreciation of Plants Day, je vsako leto 18. maja, namenjen pa je ozaveščanju ljudi o rastlinah oziroma njihovemu pomenu za nas. Ko sem pripravljal to predstavitev, sem pomislil, da bo projekcija sestavljena samo iz fotografij na belem ozadju mogoče malo preveč enolična. In glede na to, da je pokrovična razstava ravno National Geographic Slovenija, s katero sodelujem že od samih začetkov izhajanja te revije pri nas, bom povedal par besed o tem sodelovanju. Nakratko bomo prelistali te reportaže, ki sem jih naredil, in pa seveda spoznali projekt spoznali sosede. No, pa začnemo. Krče, nič. Vse tole, ne? Kot se za fotografa, ki prihaja s Kočevske spodobi, se je moje sodelovanje z National Geographicom pričelo prav z Rjavega medveda. Fotografija Rjavega medveda je bila v aprilu 2006 objavljena kot del promocije raziskovanja in ohranjanja neokrnjene narave v ameriški izdaji National Geographica in še nekateri drugih mednarodnih, nemška, francoska. Mesec dni kasneje, v maju 2006, je šla tudi prva številka slovenske izdaje revije, kjer sem pa v tistem času že pripravil svoj prvi assignment, svojo prvo zgodbo. Zgodba o medvedih in ljudeh je bila objavljena leto dni kasneje, kot naslovna fotografija članka je bila ponovno uporabljena ta fotografija stoječe medvedke. Ta drža ne pomeni neke grožnje, neke neznamenja za napad, kot bi mogoče kdo pomislil. Zdaj, če bi medvedka začela še takole škoticati stavce na taco, pa mogoče v 6 dala nazaj, pa še malo šlepetala z ljudmi, potem bi bil skrajni čas, ja, da se omaknejo. Dejstvo je, da medvedi odlično vohajo, tudi dobro slišijo, vidijo pa malo slabše. In prosto se zgodi, kadar medved v gozdu sliši nekaj neobičajnega, še neobičajno zvok, se dvigne za imitacijo, da ima boljši pregled na dogajanje v okolici. In medvedka je v tem primeru pač slišala šlo s fotoaparata in ker sem bil sam dobro skrit, je postala pozorna. Zanimivo je, kako dobro, če vidite, gleda naravnost v objektiv, kako dobro je locirala, od kje prihaja zvok. Ima res fantastičen sluh. Naravoslovni fotograf mora biti dober poznavalec narave, tudi vedenja drugih živali, da lahko do neke mere pač predvidiš, kaj se bo v naslednjem trenutku zgodilo in potem tudi fotografiraš, da ne zamudiš, ker včasih te zadeve zelo hitro potekajo. Reportaža je sestavljena iz posameznih fotografij, ki vsaka zase pripoveduje zgodbo, skupaj pa tvorijo celoto in oblikujejo pripoved reportaže. Tako da, na primer, za reportažo o Rjavem medvedu ni dovolj, da ima fotograf 10, 20 ali več fotografij Rjavega medveda, zadoščata ena ali dve, brez dobrih fotografij. Ostalo so pa druge zgodbe, povezane z Rjavem medvedom, ki jih mora fotograf poiskati in fotografirati. Jaz sem se recimo tole zgodbo, po to fotografijo
fotografijo odpravil v Nemčijo, v Goro, v Bavarskem gozdu, ker sem vedel, da tam bi lahko nekaj takega posnel. Se pravi, množica brezskrbnih ljudi zgoraj, medved spodaj, vmes pa zid in jeklene vsti. Fotografija, kako si nekateri ljudje, nekateri lobiji pri nas predstavljajo in mogoč način sobivanja z realnim medvedom, oziroma če smo natančni z vsemi velikimi zvrnimi. Žalostna je bila tudi fotografija povožene medvedke. Včasih me kdo vpraša, ko vidi to fotografijo, a je naštimana ali aranžirana, ker je vse pač pošlihtano, vse je na svojem mestu. Jaz zdaj, da bi fotografiral tole zgodbo, nisem povozil medveda. Bil sem na poti iz Kočevja v Ljubljano, ko sem na Jasnici, to je znan prehod divjih živali na Kočevskem, vendar na žalost popolnoma neurejen, nezaščiten, za cesto opazil nekaj rjavga. Jaz sem šel na sestanek v Ljubljano, bil sem malo zamišljen, sem pel naprej, ampak ves čas mi je pa pol gloda, sem rekel, ampak lahko videl medved, kaj pa če je medved, In malo pred Ribencu sem jaz obrnil avto, odbrzel nazaj in izkazalo se je, da za cesto res leži povožena, že mrtva medvedka. Postavil sem fotoaparat na stojalu, tik ob glavi medveda, uporabil ultrapokorni 8 mm objektiv, počakal, da so bili tudi avtomobili v kadru na primernih pozicijah, dolg čas na razmeroma ostri, statični fotografiji, pa še poudaril hitrost avtomobilov, hitrost, ki jo vidim. Bile so pa tudi bolj prijetne, zabavne zgodbe. Kot fotograf sem imel priložnost sodelovati pri odlavljanju in opremljanju medvedov z GPS GSM vratnicami. Te vratnice so razkrile marsikatero skrivnosti življenja medvedov, ker je z njimi zelo natančno mogoče spremljati njihovo gibanje. Mogoče je te vratnice programirati tako, da v določenih intervalih beležijo lokacijo živali in potem še nekaj drugih parametrov in to vse skupaj pošiljajo v obliki kratkih sporočil, SMS-ev ali pa po elektronskih pošti. In tudi, če je medved, da rečem, nedosegljiv, če recimo počiva v brlogu, se ti podatki shranijo in potujejo naprej takoj, ko pride medved v področje signalov. Na fotografiji je v bistvu omamljen medved, že nameščeno vratnico. Omamljeni živali se zniža telesna temperatura, pade in pritisk in treba je delati hitro, da ne pride do kakšnih komplikacij, recimo do kakšne pohoditve. Tako da moje izkušnje so take, da v projektih, raziskovalnih projektih, ki se dela z omamljenimi divjimi živalmi, fotografa nišče ne čaka. Si naredil, nisi naredil, to ni pomembno, pomembna je žival, da bo z njo vse v redu. In prav je tako. Jaz tudi mislim, da nobena fotografija v bistvu ne bi smela ogrožati življenja živali. Sosedna fotografija pa prikazuje delo intervencijske skupine, to je skupina poklicnih lovcev, ki je posamezne, kako rečem, problematične medvede, problematične v bistvu zaradi nas ljudi, selila z območij, kjer bi lahko ogrožali ljudi. Tukaj se vidi recimo, fotografija je bila posneta v prvem jutranjem svitu 1. junija, bufe so že vse zelene, potlej pa še sneg. To je pač Kočevska. Vedno se je tudi počakalo, da se je omamljen medved sam zbudil in odšel. Če bi ti pustil omamljenega medveda sredi gozda samega, se lahko zgodi, da bi prišel mimo en, recimo, starejši samc, ki ga ubije, če je pač nemočno leži na tleh. Če ne more pobegniti, če se ne more vrniti. Še ena fotografija medvedke, ki po nevihti na Kočevskem ovoha vzvak. Ta fotografija je bila objavljena v rubriki Podobe, kjer vsak mesec objavijo 3 izjemne fotografije. Narejena je bila junija lani in je ena mojih zadnjih fotografij rjavega medveda. No, uredništvo National Geographica so se malo pohecali, ko so rekli, da bi lahko bila tudi zadnja, zdaj bojo mogli reči kakšen nekrot, pravno na kaj še ga mesto fiksal. Ampak ni bilo nič groznega. Jaz moram povedati, da v vseh teh letih, kar se družim z medvedi, fotografiram že več kot 30 let, na medved niti enkrat samkrat ni ogrožen. Se pravi, da bi moje življenje bilo ogroženo. Pa sem spal tudi v času, ko sem pripravljal reportažo, sem spal v gozdu, tudi na področjih, kjer je medved redno prisoten. Medved, v bistvu, človek ni medvedov plen. In medved se človeka praviloma boji in če se le lahko, se umakne. Treba je imeti spoštljiv odnos do narave. Jaz vedno pravim, da grem v gozd na obisk in se temu primerno tudi vnašam. No in pa ne boste narobe razumeli, medved je divja zver, je potencialno nevaren človeku in lahko
človekom tudi za šalo pravi, je izredno močan, spreten in hiter. Za medvedko mi je povedal prijatelj, poklicni lovec, in že prvi večer, ko sem šel jaz pogledat, sem imel srečo, medvedka, ki je vodila tudi dva majhna mladiča, je prišla na gozdno jaso, vendar so se vsi skupaj, takoj ko so slišali prve zvoke fotoaparata in knjige. Jih je zmotil. Tako da, naslednjič, ko sem šel, sem jaz potem vzel en posebno dušilc zvoka za fotoaparat, ki je imenovan Mazel, ki dosti v bistvu dobro duši zvoke, samo rokovanje s fotoaparatom je potem hudo nerodno. Ampak opazil sem, da potem, ko medvedke ni več motil ta zvok fotoaparata, tudi mene ni jemala kot neko grožnjo. Je pa res, da sem tudi uporabil, da rečem, tak ritual. Vedno sem čakal na istem mestu, ne vem, take rakle v spletini, sem sedel na tleh sredi praproti. Vedno sem tudi pazil, da sem jaz prišel pred medvedi tja in tudi počakal, da so medvedi odšli. Tudi, če je bila že tema, se pravi, da že nisem mogel več fotografirati, ne vem, ura 10 zvečer, vedno sem počakal, da so se najprej medvedi moknili, pa sem pa tudi odšel. In zgodilo se je, da je medvedka, to je eden teh nadobudnežev, uspela tudi v moji neposredni bližini, sama se je umaknila više gor v hrib, je pa res, da je ves čas pogledovala nazaj, če je vse v redu. In zdaj mladiča sta bila majhna, izredno razposajena, vendar ta podrast je bila zelo gostna. Če bi jaz hotel se posvetiti in narediti res neke dobre, izjemne fotografije mladičev, bi mogel se premakniti, bi mogel ostati, samo nekako nisem hotel pač po nepotrebnem delati konfliktov, po nepotrebnem izrabljati, da rečem, tega zaupanja. In da se še malo pohecam, no, pri vsej zgodbi naj bo še najbolj strah, ne glede na to, da me je medvedka sprejela v družino, da bo mogel nazadnje še kakšno družinsko obveznosti. To je bil še največji strah. Zgodbi o medvedih je sledila zgodba o polhih in polharstvu. Besedilo je napisal Marjan Žuberla, ki je tukaj nad nami. Kot sem že rekel, fotografije morajo pripovedovati zgodbo. In prva naslovna fotografija mora tudi nakazovati, o čem bo tekla beseda v članku, mora pa tudi vzbuditi bralčevo zanimanje. In tukaj vidite fotografijo polha s tetoviranimi ušesi. Tetoviranje je moderno pri ljudeh, kdaj se pa tetovirajo polhi. Od leta 1999 v Kočevskem rogu na Pogorevcu poteka projekt raziskave biologije navadnega polha pod pokroviteljstvom, strokovnim pokroviteljstvom Prirodoslovnega muzeja Slovenije in v sodelovanju z druščino Polharjev polh na Dolenjskem. Vodja projekta dr. Boris Krištofer, naš najvidnejši, eden naših najvidnejših biologov, cenjen in veljavno tudi v tujini, vodja postudijata za Vretenčarjev v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, na fotografiji tehta ujetega živega polha, biolog Andrej Hudoklin iz Novomeškega zavoda za varstvo narave pa beleži podatke. Na raziskovalni ploski površina 11 hektarov je nameščenih 50 gnezdilnic, ki se pregledujejo enkrat na mesec od maja do oktobra. In te polhe, ki se jih pri pregledovanju gnezdilnic najde in ujame, se najprej uspava, omami, potem se preveri njihova identiteta, zapišajo se telesne značilnosti, tudi številka gnezdilnice, v kateri so bili ujeti. Polhe se označi tako, da se jim v uhlja tetovira številko in črko, kar se potem pri naslednjem odlovu dosti enostavno lahko odčita pomočjo žepne baterije. Uhlja se presveti in se dosti lepo vidi ta številka. Že prej sem rekel, da v teh projektih, kjer se dela z omamljenimi divjimi živalmi, fotografa nišče ne čaka. Tukaj se je zgodilo, da je Borisa polh fino vlil za prst, jaz sem zadeval zamudno, ampak je noče ponovil. In od leta 2007 dalje, ko sem jaz začel pripravljati to reportažo, sem tudi jaz postal član te raziskovalne ekipe, ki se, kot sem rekel, dobiva enkrat mesečno, od maja do oktobra. In lahko povem, da smo lani ponovno ujeli polšico, se pravi samičko, ki je bila prvič udovljena že leta 1999 v prvem letu monitoringa, kar pomeni, da je stara vsaj 14 let. V tem času, se pravi od leta 1999 pa do 2011, je bilo v projektu udovljenih 2780 polhov. Zanimivo je pa to, da se jih je ponovno, se pravi od teh 2780, ponovno ujelo samo 1015, se pravi manj kot polovica.
reportaži o polhih sem se želel izogniti neki stereotipni predstavi o polhariji kot neki pijanski zabavi, neki pijanki sredi gozda, čeprav to tudi obstaja. Mene je bolj zanimala polharija iz časov, ko je meso ujetih polhov ljudem pomenilo preživetje, polše kožice vir dodatnega zaslužka in polše mast zdravilo za razne tegobe. Lov, ki se je kot tak ohranil do današnjih dni, morda ne toliko v smislu preživetja, ohranila pa se je ta intima tega lova, ko 2-3 polharji prebijajo noč v gozdu, nastavljajo in pobirajo stave in si v bobnu pripovedujejo zgodbe. V reportažu o polhih sodi tudi izdelava teh tradicionalnih pokrival, polhok, zakonca mrha iz Kočevja, sta še ena redkih, ki to znata in počneta, vse ročno. In za eno tako polhoko, kot jo vidite tukaj na robu mize, je potrebnih okrog 30 polših kožic in pa okrog 10 ur dela. Sporedno z reportažo o polhih sem pripravil tudi že zgodbo o pragozdovih, ki je bila s naslovom Ostanki pragozda na Kočevskem, objavljena potem v aprilu 2009, se pravi malo po reportaži o polhih. Na posamezno reportažo za National Geographic nastaja v daljšem časovnem obdobju, leto, 2, lahko tudi več. In v tem času se vživiš v delo biologa, lovca, polharja, botanika, odvisno od zgodbe, ki jo pripravljaš. In prav to je tisto, kar mene tako privlači pri tem delu. Samim pragozdovom kot fotograf sledim že več kot 20 let. Pragozd je občutljiv sistem in tem primerni in prilagojeni so tudi moji obiski. Pogosto tudi brez fotoaparata sedim kje samo na robu pragozda, opazujem, poslušam in razmišljam o kakšni novi ideji za fotografijo. Za zgodbo o pragozdovih sem iskal eno tako malo drugačno fotografijo, malo bolj dinamično, ker pragozd ni samo mrtvo, podrto drevje, pragozd je veliko več in sonce lahko v gozdu, v pragozdu, zaradi premočnih kontrastov med svetlobo in senco naredi pravo katastrofo, lahko pa, če ga recimo posnamemo v primernem času dneva, v zgodnjih jutrnjih urah, ustvari neko tako primerno dinamiko, kot pri prvi sončni žarki napraviti v zlatem rezu. Treba je svetlobo opazovati, jo gledati, saj fotografija v bistvu je svetloba. Ta mogočna pragozdna stara debla, poraščena z mahovimi šaji in jeleni samec s črnimi smolnatimi rogovi, ki v ruku oprezujoče zreje vate, pričajo o ostankih, o moči prvobitne divjine, o poslednjih ostankih te divjine pri nas. Sestavni del vsake priprave na reportažo je tudi obširna raziskava, da tako rečem. Ko prebrskaš, prebereš veliko knjig, obiskuješ knjižnice, se pogovarjaš s strokovnjaki, poskušaš pridobiti čim več podatkov, čim več informacij, ki so koristne za zgodbo, ki jo pripravljaš in tudi zanimive. Vsemu na kljub pa je potrebno tudi kanček sreče. Sedel sem na robu pragozda v času ruka in poslušal to rukanje glavnega jelena in njegovih izjevalcev. Nisem nobenega namena rin globlje v pragozd, ker tega goščine bi nič naredil, v bistvu bi samo shodil, ko nepotrebno bi vznemiril jelena. Kar naenkrat pa zaslišam grozen trušč in jelen je gnal proti meni dve košuti. Samec se je potem v moji neposredni bližini za hip ustavil, na primeru z očmi, ravno dovolj, da sem naredil par fotografij. Še ena fotografija, ki je bila objavljena v rubriki Pogled na svet oziroma Podobe, kot se zdaj imenuje. Posneta je bila novembra leta 2008 za zgodbo o pragozdovih, vendar je bila pač potem kot izjemna fotografija objavljena že v naslednji številki v omenjeni rubriki. S pilotom sva poletela v njegovem ultralahkem in tako mehkem avionu, kjer je bilo poleg najo prostora ravno še za moj fotoaparat z neprevelikim objektivom. Pri fotografiji vedno dam največ na kvaliteto in ker iz tega aviona ni bilo druge možnosti, kot da bi fotografiral skozi plastično šiko na vratih, sva vrata enostavno stela in poletela brez vrat. Vse za dobro fotografijo. Kot sem že rekel, bilo je konec novembra, na tleh je ležal sneg in temu primerne so bile tudi temperature. Jaz sem sicer se oblekel dobro, imel sem te razne Gore-Tex
kapo, jakno, hlače, rokavice. Ampak po pol ure poleta nisem več čutil prstov na rokah. Nisem čutil, da sem pritisnil sprožilca, sem naredil fotografijo. Tako da sem si pomagal tako, da sem fotoaparat enostavno stisnil tam, kjer bi naj prožilec bil, poslušal, če fotoaparat poje in tudi delal večje serije posnetkov. In prvikrat in edinokrat se mi je zgodilo, da sem v relativno kratki fotoseansi, da se letela tam na 2 ure, zapolnil 2 kartice v fotoaparatu, kar pomeni tam po 600 fotografij. Navadno tega ne počnem. Je pa svetloba bila čudovita, nastavljajo veliko lepih fotografij, kot recimo tale tudi, kjer poslednji topli žarki se umikajo hladni, modri svetlobi iz istega večera, ki lega na pravost. Največji problem v zgodbi o pragozdovih so ljudje, ker ljudje v pragozdu nimajo kaj iskati. Arno je kot urednik fotografije ustrajal, da ni prave reportaže brez sajene fotografije ljudi, ki so povezani z zgodbo. Jaz sem pa to zadeval malo odvinil na stran, sem rekel, da se bo, ne. Ampak se je zgodil, da sem jaz na reportažo v bistvu končano, manjkala je samo fotografija ljudi. Arno je bil neomajen in pač, če sem hotel reportažo zaključiti, sem se mogel lotiti te zgodbe. Kar je v bistvu dobra plat tega sodelovanja, ne, da včasih imaš tudi okoline, vse kaj nared, ne kompliciraj. Fotograf včasno nastavljena reportaže tudi vaš čas sodeluje z uredništvom, dobi prve hvale, kritike, tudi pomoč, če jo potrebuje. Tako da jaz sem potem razmišljal, sem nekaj, kaj bi prav gozd, da so nekaj šolske skupine, raziskovalci, študenti. Sam teh skupine sem dodajal ravno vsak dan, pa tudi ponovadi so bolj na robu prav gozda. In tukaj eno osebno mi je gotuje, da bi neke večje skupine ljudi prikazoval v prav gozdu. Nazadnje sem se pa spomnil podatka, te raziskave so kar koristne, da gozdarji tudi v prav gozdovih vsakih 10 let popišajo in premerijo drevesa, se pravi, da naredijo gozdno inventuro. Gozdarja, Tomaž Hartman in Stanko Pec, sta mi potem priskočila na pomoč, da smo končali tudi to fotografijo. Da ni bilo treba čakati do naslednje inventure. V vsakem življenjskem okolju, kot tudi v pragozdovih, najprej opazimo velike živali, večje sesalce, medveda, razne ptice, drevesa, kakšne gobe, na deblih kakšne cvetico še. Vendar pa, če dobro pogledamo, spoznamo, da jih tako po številnosti kot pomenu daleč prekašajo manjša živa bitja, skrita in neopazna. Jaz sem se tega najprej začel zavedati ravno v času, ko sem pripravljal to reportažo v pragozdovih, ker sem bil priča tej neizmerni pestrosti in raznolikosti tega okolja. Na pragozdnih tleh se skrivajo različne živali, v zelenju leze in brenči mnogo žuželk, če obrnemo kamen, je teh živih biti še več. Morda se nam na prvi pogled zazdi, da rečem vsa ta golaza, ki naseljujete male svetove, nimajo prav nič z nami ljudmi. Vendar so znanstveniki ugotovili prav nasprotno, da so ti mali svetovi srčika življenja na Zemlji, se pravi dno življenjske piramide. In v času, ko sem jaz končal s to reportažo, ko je bila objavljena, sem začel razmišljati o novih fotografskih izzivih, o novih projektih in ves čas se mi je ponavljalo to vprašanje, kako bi na nek nov, na nek drugačen način prikazal vso to življenjsko pestrost, ki sem bil priča. Recimo, tale fotografija žabe se pulja na pragozdnih tleh, lahko pripoveduje zgodbo o življenju v pragozdu. Vendar pa v zlovalčevih očeh ne vzbudi posebnega zanimanja za žabo. Medtem ko pa portret te iste žabe, posnet v terenskem studiu v naravi, na belo ozadje, pa pokaže to žabo v povsem drugačni, novi luči, in tako rečem fashion look dobi, in jo predstavi bolj kot posameznika, ne kot vrsto, in vzbudi v naših očeh povsem novo zanimanje. Jaz sem v tistem času že poznal delo Davida Ličvegerja, projekt One Cubic Foot, ki je bil potem leta 2010 objavljen tudi v knjižni obliki. David Ličveger je ameriški fotograf, ki veliko dela tudi za ameriški National Geographic, in v projektu One Cubic Foot je v različnih življenjskih okoljih posnel, fotografiral na belem ozadju vsa živa bitja, ki jih je našel v prostoru enega kubičnega čevlja.
Američani so pač imeli čevlje. Pri tem se je pomagal tudi s to žično kocko, te velikosti. In še vedno imam šli izredne prizore, izredne podobe, naprimer iz Njoškega centralnega parka, ali pa iz Kostoliških državnih gozdov, ali pa recimo iz gorstev Južne Afrike. Podobe polne življenja, vse polno življenja, različnih živali, rastlin. Potem pa na drugi strani vpliv človeka, podoba koruznega polja, kjer je na fotografiji en koruzni storž, ena gobica, pa mislim, da 6 različnih žuželk. No, mogoče kot zanimivost, David Liščveger velja za začetnika te tehnike na belem ozadju v naravoslovni fotografiji in na to je nedvojno vplivalo dejstvo, da je bil v letih 1983 in 1986 fotografski pomočnik, asistent pri ikoni svetovne modne in glamour fotografije, že pokojnem fotografu Richardu Eldenu. In ravno Richard Elden slovi po teh svojih minimalističnih portretih slavnih osebnosti, tudi knjige so išle, no in to je kot primer Eldenov portret Alfreda Hitchcocka. V tistem, sam sem začel eksperimentirati, prvi rezultati so bili vzbudni, ta fotografija navadnega Gavovca in Čmrla, ki je tudi ena od razstavljenih fotografij, je ena prvih fotografij, ki sem jo posnel v terenskem studiu. In čeprav sem takrat uporabljal veliko bolj preprosto opremo, kot jo uporabljam danes, lahko rečem, da vse štima. Gavovec je čudovito prisojen in tudi Čmrl je bil v tistem trenutku, ko sem pritisnil na prožilc v področju Zlatega reza. Tako da, verjetno tudi ta, da rečem, začetniška sreča s tem terenskim studiom, ki je dala potem en tak zagon. Ker vedno delo s terenskim studiom ne poteka tako pač enostavno. Največji problem pri tem terenskem studiju je to, že lepo je terenski studio, se pravi, možda prenašati. Jaz sem lansko leto delal na Velem polju, pod Trigavom, bil sem na Snežniku in tja je treba studio prinesti. In zdaj, da ti vse spravaš v nahrbtnik, moraš razstaviti nekaj prav faktorje. Potem, ko priješ po 3-4 urah na cilj, moraš vse sestaviti, pa spet razstaviti, pa se sestaviti. Ampak potem, ko doma poživljaš te fotografije, pa rečeš, imate dobro, bomo še malo delali. Pozabiš te vrne stvari. Poznal sem tudi že nekaj fotografij fotografa Njala Bendija iz projekta World Wonders of Europe, posnetek na belo ozadje. Njal Bendi, tukaj spodaj, je fotograf, ki je uvrščen med 40 najvplivnejših naravoslovnih fotografov našega časa in ravno Škot Njal Bendi in Američan Clay Bolt sta leta 2009 ustanovila mednarodno fotografsko iniciativo Meet Your Neighbors, ali po naše Spoznaj sosede. Projekt je namenjen povezovanju ljudi z naravo, ki jo najdejo na domačem pragu. Ta proces pa naj bi ljudi obogatil. Vsaka živa bitja, rastline in živali so za ljudi življenjskega pomena. Se predstavljajo prvi, za nekatere pa tudi edini stik z naravo, ki ga imajo, resnični stik. Projekt opozarja ljudi na živa bitja, na živali in rastline, ki so vse prevečkrat prezrte, spregledane. Spodbuja jih naj varujejo naravno dediščino na območju, kjer živijo in jim na ta enkratni način s temi portreti kaže, kako enkratno je njihovo okolje. Po začetnih kontaktih sem se potem na povabilo v letu 2010 projektu tudi pridružil in v projektu deluje okrog 50 fotografov iz vsega sveta. To je en primer postavitve terenskega studija, to je en tak bolj minimalističen. Odvisno je pač, kaj delaš, kako delaš, bo treba stvari nest. Ampak ta je tak najbolj mini, najbolj osnovni. Podobe projekta Meet Your Neighbors so hitro prepoznali. Vsi portreti so posneti v terenskem studiju, v naravi, na kraju samem. Zelo pomembna je tudi etika ravnanja, rastlin se ne trga, živalmi se ravna skrajno pazljivo. Skratka, vse ostane tako, kot je bilo. Značilno in pomembno je, da imajo vse fotografije v projektu enak izgled. Pa naj posnamem jaz v Sloveniji, kot ta močeljsko tulipan v Krakovskem gozdu, ali pa Američana
Neil Lucin in Nate Bacon na Ibici fotografirata španske pozimne puščarice. Ali če Nizozemec Joris van Alpen skupaj z asistentko na Borneu fotografira, gre za neko vrsto mesojetke, ki je endemična, prav za Borneo, za Mount Kinabalu. Oziroma, če katerikoli litio najbrž fotograf, kjerkoli na svetu fotografira, vse fotografije morajo imeti na izgled. Tako kot tudi ta fotografija travolistne perunike. To, kar vidite danes tukaj na tej predstavitvi in na razstavi, ni rezultat posebnih učinkov v Photoshopu. Fotografije so tako posnete že v osnovi, v naravi, v terenskem studiu. Pomembno pri sami tehniki je pravilno razmerje med lučjo v ozadju in v ospredju motiva, da dobiš to primerno prosojnost motiva. Tukaj na tej peruniki vidite te ogromne mravlje. Če bi bila zdaj osvetlitev premočna, bi jih enostavno skurilo. Če bi bila pa preslaba, bi pa perunika ne bi bila dovolj prosojna. Je treba zelo, zelo natančno dozirati to svetlobo. In to izvrstno osvetljeno belo ozadje, odstrani kontekst na fotografiji in spodbuja bolj občudovanje motiva bolj kot posameznika in ne kot vrste. In če si na ta način ogledujemo živali in rastline, za katere smo že pripričani, da jih poznamo, da jih vidimo v povsem novi luči in nas lahko tudi spodbudi, da imamo čist eno drugo, neko novo zanimanje za njih. Še ena postavitev terenskega studija, ta je malo bolj kompleksen. Pomembno je tudi, da najdemo in izberemo pravi motiv. In zdaj, če bomo na motiv gledali kot na posameznika in ne kot vrsto, bomo kmalu ugotovili, da se posamezniki znotraj ene vrste med seboj razlikujejo, da imajo svoj karakter, svoj značaj, pa naj se to komu sliši še tako nenavadno. Ugotovili bomo, če vzamem primer iz rastlin, da ena cvetlica na travniku povsem drugače izstopa, povsem drugače pozira od ostalih sovrstnic, da je nekako posebna. In tako cvetlico moramo najdeti, kot recimo tale vrstična lilija. Že na začetku sem povedal, da so fotografije za razstavo izbrane tematsko. Sicer v projektu Spoznaj sosede ni nobenih omejitev glede izbora motiva, jaz se rad pošalim, rečem malo za šalo, malo za res, da lahko fotografiram Peter Javega medveda, samo prostovoljci, ki bi držali belo ozadje, se še iščejo. Fotografija prikazuje gozdnega vonača, tu je hrošč, ki je drugač skrit, ki jo podrasti, ali pa brska po kakšnih istoletnih divjadi, ampak vidite, je izredno čudovit, barvit hrošč. Še en čudovit hrošček, navadna lilijevka. Ta 5 do 6 mm velik hrošček je bil izredno nameren in po 4 posnetkih, koliko jih je uspelo narediti, enostavno odletel. Mene po vsem tem delu privlači tudi to, da vse te živali, te rastline, še najprej doma določim, se pravi ugotovim vrsto in tudi še nekaj izvem o njih. No in pojavljanje in razmnoževanje tega hroščka je v veliki meri vezano na divje lilije. In tisto leto, ko sem isto fotografiral, so divje lilije izredno hitro odsvetele. To kratek čas je bil. Tako da jaz zdaj povsem razumem, zakaj se je hroščku novilo. Ne je bolj pomembne stvari, kot da zapravljam čas z malo. Še en portret navadnega močerada. Fotografija iz te serije je bila objavljena tudi na spletnem portalu Nat Geo, ameriškega National Geographica. Pa še ena žabica, gorski lud. In če ste pozorni, tudi malo domišljije, če se uporabi, ima tole zenico v obliki srčka. To malo ljudi ve. Photoshop ne. To ima. Rak koščak je izredno odličen pokazatelj dobre ohranjenosti vode in naravnega okolja. Na fotografiji je samička, ki se bo levila, tukaj oklep je že počel in bo imela nova oblačila. Še en vrtni polž, ki z veliko hitrosti prihaja v ovinek. Pa tihožitje z vejco čisto navadne bukve, jesenski posnetek s plodovi, volča češnja. Tako da izbor motivov je neskončen, vse, kar je praktično v naravi. Volčje jabolko,
Zdaj pa še en posnetek, da rečemo, da tezga šavja, neoblednega šavja, nekje za cesto, kakva področje ljudje zelo hitro uredijo, zabetonirajo, asfaltirajo, nekako pač kultivirajo. Ampak, če si vzamemo čas in dobro pogledamo, bomo opazili, da so tudi taka na prvi pogled neogledni prostori, neogledni mali svetovi, lahko izredno barviti, pisani, raznovrstni, kot recimo kaže ta kolaž enega tazga območja, ne vse, pač en velik del, kar sem najdel. In tukaj na vrhu je potem tudi slogan, biotska raznovrstnost se začne doma, oziroma je v izvirniku Biodiversity Begin at Home. To je tudi slogan projekta Meet Your Neighbors oziroma Spoznaj soseda. Tako, zdaj se vam najlepše zahvalil za pozornost. Če nam bo še kakšno vprašanje, bomo skušali odgovoriti. Najlepše hvala. Mogoče smo še jaz upozoril, da je National Geographic Slovenija prijazno pokrovno kar precejšno število številk, ki si jih lahko brezplačno vzamete. Ob teh številkah National Geographica so tudi kuponi, s katerim se lahko učlanite, mislim, se lahko naročite na revijo s popustom, tako da se lahko vzamete tam na mizi ta popust pri naročanju revije same. Hvala Marku Masterju za tole predavanje in celovito razstavo. Hvala se tudi Arnetu in pa obema glasbenikom. Zero.